Še enkrat vsem lep pozdrav. Poslanska skupina Nove Slovenije zahteva sklic nujne seje odborov za delo in gospodarstvo, in sicer zaradi alarmantnega padca industrijske proizvodnje in čedalje večje nekonkurenčnosti slovenskega poslovnega okolja. Že gospodarska združenja so vlado več mesecev opozarjala na alarmantno stanje v gospodarstvu. Vlada se na ta opozorila ne odziva in so včeraj smo lahko prebrali, da bodo predstavniki delodajalcev bojkotirali današnjo sejo Ekonomsko-socialnega sveta. Predsednik vlade namreč nima časa, da bi se seje udeležil. V Novi Sloveniji se sprašujemo, kaj je na urniku predsednika vlade bolj pomembno kot zagotavljanje dobrega delovanja gospodarstva. V Novi Sloveniji pričakujemo takojšen odziv vlade na našo pobudo s pripravo celovitega odzivnega akcijskega načrta. Država mora gospodarstvu zagotoviti mednarodno primerljive in konkurenčne pogoje dela in gospodarstva. Opozorilo gospodarstva so zaenkrat ostala preslišana. V Novi Sloveniji vseeno upamo, da bodo zadnji podatki zbudili našo vlado in streznili, da bodo začeli pravilno odreagirati. V mesecu aprilu je namreč Slovenija beležila največji padec industrijske proizvodnje, in sicer kar 7,9%. To je največ med državami evroobmočja. To evroobmočje v mesecu aprilu celo generiralo 1% rast. Še bolj zaskrbljujoči so podatki Eurostata glede trga delovne sile. Ti kažejo, da se je v prvem kvartalu leta 2023 zaposlenost zmanjšala za 1,6%. V primerjavi z zadnjim kvartalom leta 2022. To gre za najslabše podatke v celotni EU. V tem trenutku pa v Novi Sloveniji ocenjujemo, da je največji problem gospodarstva cena energentov, predvsem za velika energetsko intenzivna podjetja. Ta podjetja postajajo povsem nekonkurenčna. V zadnjih obiskih naše poslanske skupine na terenu smo imeli precej pogovorov z podjetji in ti potrjujejo naše trditve. Zaradi visokih cen energentov so bili tako recimo v Ptujskem Talumu, kjer smo bili tudi na obisku, prisiljeni ustaviti elektrolizne peči za proizvodnjo aluminija. Že marca so pripravili program presežnih delavcev, na katerega so dali kar 189 delavcev. Kolikor se vlada na resna svarila ne bo odločno in celovito odzvala, ocenjujemo, da se lahko stopnja brezposelnosti močno poveča, kar bo prineslo tako socialne probleme kot tudi resna javnofinančna tveganja. Kar se nam zdi zelo pomembno je, da podjetja v en glas poudarjajo, gospodarstvo ne potrebuje pomoči, ampak zgolj konkurenčne pogoje dela, pri čemer je cena energentov ključna. Nova Slovenija je že septembra lani pri paketih pomoči gospodarstvu vložila amandma, pri katerem smo bili za uvedbo kapice na ceno energentov. Odgovor vlade je bil, da to ni možno. Danes je jasno, da je šlo zgolj za prazne izgovore. Evropska komisija je namreč pred meseci Nemčiji odobrila uvedbo kapice za električno energijo v višini 130 evrov na megavatno uro, za zemeljski plin v višini 70 evrov na megavatno uro in toploto za velike porabnike v višini 75 evrov za megavatno uro. Velika slovenska podjetja pa poudarjajo, da je cena električne energije za njih po vračunani državni subvenciji 200 evrov oziroma ponekod tudi preko 300 evrov na megavatno uro. S to ceno energentov ne morejo biti konkurenčni, zato bodo prisiljeni zmanjševati proizvodnjo in tudi odpuščati. Jasno je, da je uvedba energetske kapice možna. Potrebna je le politična volja in kompetentnost vladnih predstavnikov, da se višina kapice ustrezno izpogaja v postopku pred Evropsko komisijo. Rezultati napačne
in neustrezne industrijske politike te vlade se žal kažejo tudi pri drugih kazalcih. Analitika Gospodarske zbornice Slovenije se v obdobju od novembra lani do aprila letos kažejo ti podatki, da se je industrijska proizvodnja medletno skrčila v 13 od 21 panog. Več kot 10-odstotni padec proizvodnje so beležili v papirni industriji, v proizvodnji kemičnih izdelkov, pa tudi v nekaterih drugih sektorjih. Alarmanten je podatek, da predstavljajo dejavnosti, ki so v tem obdobju beležili več kot 5-odstotni padec, že kar 35% industrijske proizvodnje. V Novi Sloveniji tudi opozarjamo na povsem zgrešeno politike vlade na področju investicij. V času ohlajanja gospodarstva Ministrstvo za infrastrukturo ustavlja državne investicije. Direktorji gradbenih podjetij poudarjajo, da razen razpisov za investicijski program Darsa, drugih se razpisov praktično ni. Enostavno so jih ustavili, čeprav so sredstva v proračunu zagotovljena. V Novi Sloveniji poudarjamo, če pade gradbeništvo, se zaradi multiplikativnega učinka začne ohlajanje v številnih vzporednih panogah. V Novi Sloveniji Ministrstvo za infrastrukturo zato pozivamo, da takoj pristopi k objavi javnih razpisov. Če želimo ohraniti stabilnost javnih financ in še naprej zagotavljati družbeno blaginjo, je nujno potrebno izboljšanje slovenskega poslovnega okolja. Kot veste, Švicarski inštitut za razvoj menedžmenta je objavil lestvico svetovne konkurenčnosti za leto 2023, v kateri med 64 državami je Slovenija uvrščena na 42. mesto, kar jo uvršča v zadnjo tretjino teh držav. Na lestvici konkurenčnosti je v zadnjem letu nazadovala za 4 mesta, kar je zaskrbljujoče. Najnižje na lestvici se uvrščamo na področju mednarodnih investicij, davčne politike, trga dela in dostopnosti financiranja za podjetja. V tej luči ne preseneča tudi podatek Slovensko-nemške gospodarske zbornice, ki že 20 let izvaja anketo med nemškimi investitorji v Sloveniji. Le 75% teh nemških podjetij bi se ponovno odločilo za investiranje v Slovenijo. Predtem je bil ta odstotek za 10 odstotnih točk višji, saj se je kar 85% nemških investitorjev prej izreklo, da bi investirali v Sloveniji. V Novi Sloveniji prav zaradi vsega naštetega zahtevamo sklic nujne seje obeh parlamentarnih odborov, se pravi za delo in gospodarstvo. Vse bolj postaja jasno, da je gospodarska politika aktualne vlade neustrezna. Odprava davčne reforme, ki bi z dvigom splošne dohodninske olajšave razbremenila delo, je bila ustavljena. Davčna reforma bi tako zmanjšala stroške dela. O nujni uvedbi razvojne kapice, ki bi najbolj propulzivnemu kadru omogočila boljši zaslužek in bi pomenila tudi prihajanje tega propulzivnega kadra, ki pripelje največ dodane vrednosti v našo proizvodnjo, o tem zaenkrat vlada ne razmišlja. Slovenija izgublja konkurenčnost tudi v primerjavi s sosednjimi državami. Če vzamemo kot primer samo sosednjo Hrvaško, kar 9 zakonov predvideva izboljšanje, se pravi zmanjšanje birokratskih bremen in davčne razbremenitve, pa že sedaj ima Hrvaška manj obdavčeno delo kot Slovenija. V Novi Sloveniji menimo, da bi morala vlada zaradi padca mednarodne konkurenčnosti Slovenije in alarmantnih podatkov o padcu industrijske proizvodnje ter zaposlenosti nemudoma pripraviti celovit odziv na akcijski načrt. Na skupni seji parlamentarnih odborov zato predlagamo sprejem treh sklepov. Prvi je ta priprava akcijskega načrta. V njem mora biti jasno razdeljeno najprej takojšnji ukrepi glede
kapice energentov za podjetja in dolgoročni ukrepi za izboljšanje konkurenčnosti slovenskega poslovnega okolja, to je uvedba razvojne kapice, razbremenitev stroškov dela, debirokratizacija in strategija delovnih migracij. Se pa bojimo, da če bo šlo tako naprej, da te zadnje strategije delovnih migracij niti ne bo potrebno. Kot drugi sklep predlagamo Ministrstvu za infrastrukturo, ga pozivamo, da ne zmanjšuje investicij v vzdrževanje in razvoj cestne in železniške infrastrukture, ter nemudoma pristopi k objavi javnih razpisov za izvedbo del. Kot tretji sklep pa predlagamo, da vlada takoj obnovi socialni dialog in naj predloge gospodarstva tudi upošteva. Toliko za zdaj. Hvala.